Čas, lepo, prav! Tukaj je moja Janja. Med ljudi bom šla s knjigo Igoja v rokah in klicala ljudem bom in milijoni bodo klicali z menoj. Dol z vojno, z nasiljem, krivico. Za mir bom govorila, za ljubezen, svobodo. Uzrla bom novega dneva sijaj. Takšen sijaj, kot je bil tistega dne pred 69 leti in kot je vedno, ko zmaga ljubezen, svoboda, pravica. Na današnji dan smo se zbrali, da skupaj obudimo spomin na osvoboditev vseh koncentracijskih taborišč na celotnem ozemlju okupirane Evrope. V imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenja borcev za vrednote NOB Tržič in občine Tržič na današnji spominski slovesnosti ob 69. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen-Ljubelj še posebej lepo pozdravljam. Današnjega slavnostnega govornika, ministra za kulturo Republike Slovenije, dr. Uroša Grilca. Predsednico Vlade Republike Slovenije Alenko Bratušek. Ministra za gospodarstvo Metoda Dragonjo in ostale bivše poslance. Francoskega veleposlanika v Republiki Sloveniji Pierra Françoisa Morierja. Njeno ekscelenco dr. Anno Elisabeth Prinz, veleposlanico Zvezne republike Nemčije v Republiki Sloveniji. Njegovo ekscelenco Pavla Majevskega, konzula veleposlaništva Republike Poljske v Republiki Sloveniji. In župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Častnega predsednika Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenija Janeza Stanovnika. Častnega predsednika Mednarodnega odbora Mauthausen Dušana Stefančiča in predsednika koordinacije odborov žrtev vojnega nasilja pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janeza Aliča. In seveda vse ostale predstavnike občine Tržič in Republike Slovenije, torej en aplavz za vse. Poseben pozdrav pa seveda velja vsem vam, taboriščnicam in taboriščnikom, koncentracijskih taborišč in zaporov, predstavnikov združenj in odborov žrtev vojnega nasilja, predstavnikom borčevskih in veteranskih organizacij, posebej vsem praporščakom.
Pozdravljam tudi delegacije iz še preostalih držav taboriščnikov, ki so svojim trpljenjem gradili ta predor. Predor, ki danes zgolj še povezuje levo in desno, severno in južno. Skratka, lepo pozdravljeni vsi vi tukaj danes zbrani v spomin in večen opomin. 2. oziroma 3. junija 1943 so prvih 300 jetnikov v živilskih vagonih, izmučene in sestradane, pripeljali iz koncentracijskega taborišča Mauthausen, sem v osrčje Karavank. K pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Spoštovane gospe in gospodje, obiskovalke, obiskovalci, vsi že pozdravljeni, dobrodošli tukaj v karavanškem raju, na enem od najbolj skrajnih koncev naše prelepe Slovenije. Tu se je v zgodovini vedno kaj dogajalo. Do sem so prijezdili Turki, šli čez Napoleonovi vojaki, do sem je prišla Rupnikova linija, umik v času druge svetovne vojne in seveda tu smo branili tudi današnjo samostojno Slovenijo. Res je, edino koncentracijsko taborišče Nemškega rajha je domovalo tukaj, v naši občini v Tržiču, podružnica Mauthausena. Tu je bila množica ljudi zaprtih, izkoriščenih, poteptanih in poniženih. Ampak jaz sem vesel, da tisto sporočilo, ki ga gospe in gospodje vsi skupaj danes z dobro udeležbo, z dobro voljo, s pozitivizmom ohranjamo danes, da tisto poročilo končne osvoboditve še živi. 2. sobota v juniju je spominski dan občine Tržič, naš praznik, ker smo ponosni na ta dan, da so tu ljudje v juniju leta 1945 dobili svobodo. Naš pesnik Vojteh Kurnik je zapisal: kot zvesti sinovi se hočemo skazati, ankoli se imena Tržičan sramovati. Dokler nam bije srce gorko, dokler nam sije jasno oko. In tako je bilo tudi takrat. Tržičanke in Tržičani so od železniške postaje naprej, ko so ti izmučeni, prestrašeni ljudje šli sem na poti, na morišče, na delovišče, mimoidočim stiskali v roko kakšnemu sendvič, klobaso, jabolko ali kaj drugega. Enostavno takrat smo se pokazali ljudje. Jaz moram reči tega mesta hvala lepa spominu našega častnega občana, dr. Janka Tišlerja, ki je svetu odkril to resnico, da je taborišče obstajalo na južni in severni strani. Hvala lepa tistim, ki nadaljujejo njegovo delo, profesor Kštetnerju na avstrijski strani, gospodu Štefančiču na slovenski in gospodu Simonu. Vsi tisti to zgodovinsko resnico ohranjajo naprej, da živi. Hvala lepa prijateljem na severni strani, na avstrijski Koroški. Odlično, izjemno sodelujemo, spoštujemo drug drugega in to je tista, ta prava pot, ki edina vodi naprej. Danes se mi ne sprašujemo tukaj zbrani, kakšna je zgodovinska resnica, kakšna so dejstva. Mi točno vemo, kdo je bil na eni strani žice, dobro oblečen, uniformiran in z brzostrelko in s psom, in kdo je bil na drugi strani. In se veselimo tega, da smo drugo svetovno vojno končali na pravi strani in to so letos prvič potrdili tudi zavezniki v Normandiji in predstavnike slovenskih partizanov povabili na slovesnost. Bravo, čestitke! Naš pogled je in more biti usmerjen naprej, spoštujemo čisto vse. Za vse nam je žal, ki so izgubili življenje v času druge svetovne vojne, na eni, drugi ali tretji strani, vsi so bili naši, vsi si zaslužijo svečko in pa hvaležen spomin, nam pa ostaja tisto, kar je dobrega, pozitivnega, da peljemo naprej in s to prireditvijo danes dokazujemo. Vlada, ki odhaja, je bila velikokrat upravičeno ali neupravičeno kritizirana, ampak od osamosvojitve naprej
za Mauthausen, prav nobena ni storila toliko kot ta. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod minister za kulturo, ministerski zbor. Prišli smo skoraj do cilja. Taborišče je danes vzorno urejeno in imamo jasne cilje in obete, da bo tako tudi naprej. Vsem skupaj res hvala lepa za udeležbo, pomoč, sodelovanje. Obiščite nas v Tržiču še ostalih 365 dni v letu. Veseli in ponosni bomo na vašo udeležbo. Srečno! Hvala za pozdravne besede. Delovno taborišče Ljubelj, eno od 49 podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bilo edino koncentracijsko taborišče na Slovenskem. Za pozdravne besede spomina in opomina prosim tudi Dušana Stefančiča, častnega predsednika Mednarodnega odbora Mauthausen. Spoštovani udeleženci letošnjega spominske proslave, dovolite mi, da v imenu Slovenskega odbora Mauthausen in Mednarodnega odbora Mauthausen vas vse skupaj, ki ste polno številno leto spet prišli, prisrčno pozdravim. Zahvaljujem se za dobre besede županu Sajevcu in pa obenem se zahvaljujem veleposlaniku Republike Francije, ki je danes odkril novo ploščo v spomin svojim rojakom, ki so tukaj trpeli in tudi mnogi umrli. Na tej ljubljenski strmini na južni strani je stala podružnica zloglasnega taborišča Mauthausen. Osvojitev tega taborišča v letu 1945 je pomenilo za Slovenijo veliko dejanje, še posebno, ker so bili udeleženi tudi naši partizani. Taborišče pomeni za Slovenijo veliko, v mednarodnem pomenu, še več pa za celo Slovenijo, ker to taborišče je simbol osvoboditve vseh taborišč, zaporov in ječ, ki so jih v mnogih letih fašistične in nacistične ideologije ustvarili na ozemlju naše domovine. Prvi Slovenci, ki so občutili teror fašizma, so bili naši primorski Slovenci. Rapalska pogodba je nagradila Italijo za dvomljivo junaško obnašanje v drugi svetovni vojni, za ozemlji, ki niso nikoli ne geografsko, kaj šele etnično pripadali Italiji. A Italija je to izkoristila, da je začela neusmiljeno preganjati Slovence. Ta teror se je še stopnjeval, ko je na oblast v Italiji prišla fašistična stranka. Množili so se zapori, množile so se konfinacije, ki so se pa potem stopnjevale, kakor so se pač stopnjevale prilike v Evropi. Naši koroški Slovenci so po plebiscitu postali tudi nekaki drugorazredni državljani, vendar jih je čakala še hujša usoda, ko je Avstrija pristopila oziroma bila pripojena Nemškemu rajhu. Takrat so Slovenci bili preganjan narod in med Avstrijci verjetno prvi, ki so občutili težave in gorja koncentracijskega taborišča, najprej Dachau, nato pa tudi Mauthausena. Premnogi prebivalci Slovenije so po letu 1941, ko je bila Slovenija razkosana in ko je nehala obstajati na geografskem zemljevidu Evrope, bili pregnani in začelo se je množično zapiranje v koncentracijska taborišča. Slovenci Štajerske in Gorenjske so šli v Mauthausen, Slovenke v Auschwitz. Po drugi strani, ko je propadla Italija in ko se je sila nemškega zavojevalca razširila tudi na Ljubljansko pokrajino, v kateri so že prej Italijani ustvarili nešteto koncentracijskih taborišč, so Nemci še dodatno začeli pošiljati Slovence v taborišče Dachau, Slovenke pa v Ravensbrück. Danes, ko stojimo tukaj na tej lepi strmini in ko je za nami tukaj
podpina, v kateri so spominske plošče vseh taborišč in ječ, v katerih so Slovenci trpeli in umirali, se sprašujem, ali so res tukaj vsa imena. Ne, odgovor je ne. Teh taborišč in teh ječ je bilo še veliko več. In imam skoraj dolžnost, da omenim še eno nadlogo, še eno trpljenje naših ljudi, ki se je dogajala v celi Evropi in katere žrtve so padli zelo, zelo, zelo nedolžni ljudje. V septembru mesecu leta 1939 je izšel Hitlerjev ukaz z njegovim lastnoročnim podpisom. En redkih ukazov, ki ga je Hitler podpisal. In sicer ukaz o uničenju, odstranitvi vseh ljudi, ki so nevredni življenja. Kdo so bili ti ljudje? Kar po vrsti bili so to ljudje, gojenci zavodov za duševno obolele, bili so to invalidi, bili so to od rojstva pohabljeni ljudje, bili so to možje, žene, otroci, ki so nekako na eno vižo niso odgovarjali pravilom čiste nemške rase. Ta proces in ta sistem, ki so ga vpeljali, je bil izveden pod vodstvom visokih SS-ovskih in nacističnih zdravnikov. Te žrtve so pa bile odpeljane v nekakšna taborišča, kjer naj bi opomogli. V resnici so pa bili zaprti v nekaj graščin, v katerih so jih čakale plinske celice in seveda sežig. Naši ljudje iz Celja, Novega Celja in iz doma starejših iz Ptuja so bili odposlani v graščino Hartheim. To je lepa, danes lepa obnovljena graščina v severni Avstriji. In v tej graščini je umrlo vsega skupaj okrog 30.000 takih nezaželenih oseb, od Slovencev pa okrog 600. To taborišče je iz neznanih, oziroma ta ječa, to morišče je nehalo delovati iz neznanih razlogov v letu 1942. Vendar Hartheim nikakor ni nehal s svojo morilsko dejavnostjo. Ko ni bilo več teh težkih bolnikov oziroma nezaželenih oseb, so v Hartheimu nudilo uslužnost svoje plinske celice in svojega krematorija onemoglim, izčrpanim in bolnim ujetnikom koncentracijskih taborišč Mauthausen, Gusen in Dachau. Koliko teh ljudi je tam bilo uničenih, umorjenih, se ne ve. Zato, ker je dokumentacija bila deloma uničena, deloma potvorjena ali pa sploh predrugačena. Ti programi seveda so se nadaljevali do leta 1942, ko so ta program tudi ukinili in so hoteli taborišče oziroma graščino Hartheim spremeniti v prvotno stanje, kar pa seveda nikakor ni uspelo. Hartheim je pod strokovnim selekcioniranjem tako umoril veliko število ljudi. Vsega skupaj 100.000 težkih obremenjenih ljudi, ostalih ne vemo. In ta preteklost, ki sega v sedanjost, naj bi bila pričujočim generacijam v odločen opomin in opozorilo, da bodo skrbele za to, da se ti dogodki 20. stoletja nikoli več ne bodo ponovili. Hvala. Hvala za besede spomina in opomina. V izredno težkih razmerah je 23 mesecev garalo okoli 2000 političnih internirancev 13 evropskih narodov. Poljaki, Rusi, Jugoslovani oziroma Slovenci, Nemci, Avstrijci, Židi, Italijani, Španci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Arabci, Romi, Grki, Belgijci in Švicari
ter seveda skoraj polovica njih Francozov. Za pozdravni nagovor prosim tudi francoskega veleposlanika v Republiki Sloveniji, njegovo ekscelenco Pierre-François Maury. Prosim. Spoštovana gospa predsednica vlade, spoštovani gospod minister za kulturo, spoštovani gospod minister za gospodarstvo, spoštovani gospod predsednik društva Amical Mauthausen, člani odporniškega gibanja in vojni veterani, ekscelence in člani diplomatskega zbora, liebe Anna, ekscelence, spoštovani gospod župan, dame in gospodje, danes sem še prav posebej ganjen, ker prisostvujem temu pomembnemu dogodku. Poklanjamo se vsem tistim, ki so bili deportirani v taborišče, ki ga je imenovala Loibol Pass, danes pa je to Ljubelj. Now I will switch to French. Mes chers amis, le 25 septembre 1955, l'Amicale de Mauthausen déposait une plaque en mémoire des déportés. Presque 10 ans jour pour jour après la libération du camp, cette commémoration suscitait une émotion particulièrement intense parmi les anciens prisonniers, leurs familles, mais aussi pour les représentants des autorités officielles, dont mon prédécesseur, le consul de France à Ljubljana. L'un des anciens déportés, Daniel Piquet-Audrin, que les SS, dans leur folle entreprise, avaient renommé matricule 62-978, écrivait alors dans le journal de l'Amicale de Mauthausen ces mots poignants. Prevod. 25. septembra 1955 je društvo Amical Mauthausen odkrilo spominsko ploščo v spomin deportirancem. To je točno 10 let po osvoboditvi taborišča in ta spominska slovesnost je prebudila močna čustva med nekdanjimi zaporniki, njihovimi družinami in tudi med uradnimi predstavniki, med katerimi je bil tudi takrat moj predhodnik, francoski konzul v Ljubljani. Daniel Piquet-Audrin, eden od nekdanjih zapornikov, ki so ga SS-ovci v svojih norih načrtih preimenovali v številko 62978, je v dnevnik društva Amical Mauthausen zapisal naslednje presunljive besede. Aucun droit ne m'empêchera d'écrire ce que je ne peux pas dire, tant l'émotion me serre encore la gorge. Ces centaines de victimes, nous les sentions si proches de nous, chacun de nos souvenirs communs à chaque seconde, nous assaillaient, nous rappelaient comme une image monstrueuse ces innocentes victimes, depuis l'enfant le plus jeune au regard si pur et qui suppliait ses bourreaux, jusqu'aux soldats qui combattaient loyalement la défense de son village et qui auraient aimé mourir honorablement sous une pluie de balles. Oui, cette image de torture infamante et impensable nous poursuivait. Citiram. Noben zakon mi ne bo preprečil, da bi napisal tisto, česar ne morem izreči. Čustva me še vedno dušijo. Čutimo se tako blizu vsem tistim stotinam žrtvam in našim skupnim spominom, ki nas vsako sekundo prevevajo in spominjajo na grozljive podobe nedolžnih žrtev. Od otroka, ki je z moljudojočim pogledom rotil krvnika, do vojaka, ki se je lojalno boril, da bi ohranil svojo vas in ki bi želel častno umreti pod točo Krogel. Da, podoba teh padlih in nepojemljivo mučenj nas spremlja na vsakem koraku. Konec citata. Le camp de Ljubelj, qui faisait partie de l'effroyable système concentrationnaire de Mauthausen-Gusen, comptait pour la majeure partie des prisonniers politiques et des résistants. Ce lieu, comme Mauthausen, comme Auschwitz, doit nous inciter à réfléchir sur nous-mêmes. Comment cette exquise civilisation européenne qui a vu apparaître la liberté et les droits de l'homme a-t-elle pu sombrer brutalement au point de frôler l'anéantissement et d'abdiquer toutes ses valeurs fondatrices? Nous devons rester à jamais vigilants contre tout retour du racisme, de la haine ou de la barbarie. V taborišču Ljubelj, ki je bilo del grozljivega koncentracijskega sistema Mauthausen, so bili v glavnem zaprti politični zaporniki in člani odporniškega gibanja. Ta kraj, tako kot Mauthausen ali Auschwitz, nas mora vzpodbuditi k razmisleku o nas samih.
kako je lahko ta odlična evropska civilizacija, ki je doživela svobodo in nastanek človekovih pravic, tako globoko potonila in se soočila celo s propadom in zavrnitvijo osnovnih vrednot. Zato moramo biti pozorni na vsak najmanjši pojav rasizma, sovraštva in barbarstva. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans la nuit la plus noire, il reste toujours des lueurs d'espoir. Dans ce camp où régnait la cruauté, où l'on voulait réduire les personnes à des objets, il y avait aussi des raisons d'espérer. Rien n'aura pu empêcher l'entraide entre les déportés. Ainsi, l'organisation Solidarité apportait-elle de l'aide aux jeunes, aux malades, aux plus faibles des prisonniers, en leur donnant de la nourriture, des cigarettes, ou plus simplement, mais c'est essentiel, un soutien moral. Žarek upanja pa ostaja tudi v najtemnejši noči. V taborišču, kjer je vladala krutost, kjer so bili ljudje zreducirani na predmete, je tlelo upanje. Nič ni moglo preprečiti medsebojne pomoči med zaporniki. Tako je organizacija Solidarnost s hrano, cigareti ali, kar je še bolj pomembno, z moralno podporo pomagala mladim, bolnim in najšibkejšim zapornikom. Rappelons aussi qu'il y avait dans ce lieu où les journées étaient sans fin, où le travail était conçu comme un moyen d'exterminer, où l'espoir aurait dû mourir, il y avait aussi ici une résistance. Les Français, les Polonais et bien d'autres fondèrent le comité international du camp Mokro. Se retrouvant dans les salles d'eau, ils s'échangeaient les dernières informations sur l'évolution des combats et se redonnaient ainsi courage et espoir. Naj spomnimo, da je na tem prostoru, kjer dnevi niso imeli konca, kjer je bilo delo sredstvo za uničevanje in pokončanje, kjer bi upanje moralo umreti, obstajalo tudi odporništvo. Francozi in Poljaki in še mnogi drugi so ustanovili mednarodni odbor taborišča Mokro. Sestajali so se namreč v kopalnicah, kjer so si izmenjevali zadnje informacije o poteku bojev in si medsebojno vlivali poguma in upanja. Souvenons-nous enfin de la générosité de la population slovène vis-à-vis des prisonniers. C'était notamment grâce aux ouvriers civils slovènes qui travaillaient eux aussi à la construction du tunnel que les déportés ont pu apprendre les derniers développements de la guerre et sa fin qui approchait. Mais plus largement, ce mouvement d'amitié et de soutien s'étendait à toute la population. Lorsque les déportés arrivaient à la gare de Terzic, en dépit des barrages des SS, malgré les risques encourus, il y avait des habitants slovènes pour les attendre et leur donner du pain, des cigarettes, des paroles d'encouragement. Prav tako se moramo spomniti plemenitosti slovenskih prebivalcev do zapornikov. Prav zaradi slovenskih civilnih delavcev, ki so prav tako gradili predor, so deportiranci lahko izvedeli za najnovejše vojno dogajanje in za skorajšnji konec vojne. Deportirance, ki so prispeli na postajo Tržič, so prebivalci kljub zaporam SS in nevarnostim, ki jim je pretila, pričakali s kruhom, cigaretami in vzpodbudnimi besedami. Depuis 70 ans, la France souhaite garder cette mémoire vivante et ne jamais oublier. C'est le sens de l'entrée au Panthéon sur décision du président de la République il y a quelques mois de 3 grands résistants français, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle Anthonioz, Pierre Brossolette, et d'un homme politique, Jean Zay, ancien ministre du Front populaire, emprisonné et assassiné par des miliciens. C'est le sens également de cette journée et de cette nouvelle plaque. Avec le temps, la précédente plaque s'était abîmée, il devenait de plus en plus difficile de la lire, comme si cette mémoire tragique commençait à s'effacer. Les visiteurs de ce lieu ne pouvaient plus savoir que des hommes et des femmes avaient travaillé, souffert et péri ici. Il était essentiel de rappeler et de saluer avec le plus profond respect leur sacrifice et leur courage. Il est également essentiel de se rassembler, comme nous le faisons aujourd'hui, par-delà les nationalités, pour rendre hommage à ces victimes de la barbarie. Francija že 70 let ohranja živ spomin na dogodke, ki jih ne smemo nikoli pozabiti. V ta namen se je predsednik republike pred nekaj meseci odločil, da bodo v Panteon upisali 3 velike francoske predstavnike odporniškega gibanja. Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle Anthonioz in Pierre Brossolette, ter tudi enega politika, nekdanjega ministra Ljudske fronte, Jean Zay, ki so ga zaprli in ubili brambovci. Današnja slovesnost
in odkritje nove spominske plošče imata isti namen. Stara spominska plošča se je sčasoma poškodovala, postala je skoraj nečitljiva, skoraj kot da bi tragični spomin začel bledeti. Obiskovalci tega kraja so težko razbrali, da so na tem kraju ljudje delali, trpeli in umirali. Bilo je potrebno z globokim spoštovanjem ponovno obuditi in pozdraviti njihovo žrtvovanje in pogum. Zelo pomembno je, da se, tako kot mi danes tukaj, zberemo, ne glede na nacionalnost, ter se poklonimo spominu na žrtve tega barbarstva. Le 8 mai 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale s'achevait, en Europe tout au moins, ici aussi l'horreur prenait fin. Ce jour-là, le camp de Liu Bei était libéré par les forces alliées. Il était environ 9 heures lorsque les drapeaux français et polonais flottèrent sur le camp. Il était environ 9 heures lorsqu'on joua la Marseillaise. Il était environ 9 heures lorsque chacun espéra pour soi comme pour ses enfants un monde plus sûr, un monde plus juste, un monde plus libre. Nous devons à tous ceux qui ont souffert et qui sont morts, ici comme ailleurs, de continuer à faire vivre leur mémoire. J'espère que cette journée y contribuera. 8. maja 1945, ko se je druga svetovna vojna končala, vsaj v Evropi in tudi tukaj, je bilo grozot konec. Zavezniške sile so na ta dan osvobodile ljubelsko taborišče. Bilo je okoli 9. ure zjutraj, ko sta zavihrali francoska in poljska zastava. Okoli 9. ure je zaigrala Marsejeza. Bilo je okoli 9. ure, ko je vsakogar prešinilo upanje zase in za svoje otroke, da bo svet bolj varen, bolj pravičen, bolj svoboden. Vsem tem, ki so trpeli in umrli tukaj in drugod, veliko dolgujemo. Zato moramo napraviti vse, da bo spomin nanje ostal živ. Upam, da bo današnji dan k temu pripomogel. Hvala lepa. Vse vojne, vse fronte, vse bitke so nesmiselne, pa vendarle je smiselna prav vsaka prelita kaplja krvi za domovino, za svobodo, za človekovo dostojanstvo.
Potovanje do Tržiča je trajalo 3 do 4 dni. V ledeno mrzlih živinskih vagonih. Nič jim niso dali. Ne jesti, ne piti. Vodjo transporta so vprašali, koliko internirancev je umrlo po poti. 8, je dejal. Zelo škoda, je odvrnil SS-ovski komandant. Na kolodvoru so jih naložili na 5 ali 6 tovornjakov in jih peljali proti Ljubelju. Ko so se peljali skozi mestne ulice, so jim ljudje metali kruh, jabolka in drugo. Torej, hvala vsem dobrim ljudem. Sam nisem mogel nič ujeti, ker sem bil prešibek. Ko so stražarji začeli odpirati vagone, sem zagledala ljudi v progastih oblekah, s cokli na nogah, izmučenih obrazov. Ko je stražar odprl enega od vagonov, so se iz njega zvalili 3 kaznjenci. Vstati so jim pomagali sotrpini, stražarji pa so jih psovali. V roki sem imel štruco kruha. Dal sem jo enemu od kaznjencev. SS-ovec je to videl. Pritekel je k njemu in mu jo izbil iz rok ter jo pohodil. Revež je moral v brozgi nadaljevati pot samo z eno coklo. Politični kaznjenci smo dobili trikotnik rdeče barve z oznako države, iz katere smo prihajali. Asocialni kaznjenci so dobili trikotnik črne barve, kriminalci zelene barve. Vsi kaznjenci so bili najprej postriženi na balin. Pozneje pa so jim pustili približno 1 centimeter dolge lase. Z obvezno 3 centimetre široko progo po sredini glave. Da se ne bi pomešali z civilnimi delavci in pobegnili. Vsak kaznjenec je imel taboriščno številko. Dobil je ob opisu v evidenco taborišča Mauthausen. Od tega trenutka dalje je bil samo številka. Na vsakodnevnih apelih so jih klicali samo po številkah. V nemščini, seveda. In bilo je zelo pomembno, da si zapomnil svojo številko v nemščini. Kajti, če je nisi prepoznal, si jih dobil brce v trebuh, v obraz. 31.635. 31.635. Kdo si ti, ki si drzneš v imenu neke tuje ideologije, neke izkrivljene resnice? Ukleniti telesa in uniformirati duše. Kdo si ti, ki si drzneš otroštvu odvzeti iskrivost, mladosti radoživost in življenju dostojanstvo? Pa kdo si ti, ki si drzneš velike besede izgovarjati povsem brez srca? Kajti pomembne so preproste besede, take, kot jih vi poznate, o spoštovanju, o sočutju, o tovarištvu. Ja, in potrebne so tudi povsem preproste pesmi, take, kot jih rodi duša naroda. Preproste pesmi, narodne in ljudske. Narod moj trpi,
v cunje in papir so povijali noge. Da bi se zavarovali pred mrazom, ki je bil na Ljubelju zelo hud, so se pod srajcami oblagali in s papirjem od cementnih vreč, kar je bilo prepovedano. Nemci so namreč vreče zbirali. Če so koga odkrili, je bil tepen. Prisilil me je, da sem telovadil. Na trebuh sem se moral večkrat vleči v sneg. Kaznovan sem bil zato, ker sem delal mašne plašče iz impregniranega papirja. Oblekli smo jih pod plašče zato, da bi se zavarovali pred snegom in mrazom. Večkrat se je internirancem z zadovoljstvom rogal. Ne pozabite, da ste poraženi. Tukaj ne poznamo močnih in slabih, temveč le delavce in mrliče. Še nekaj dni pred razpadom je dejal: Tisti, ki noče delati, naj kar mirno pove. Ubit bo. Zalotili so ga pri sabotaži in ga zaznamovali z rdečo piko, kar je pomenilo smrtno obsodbo. Med vsemi s tem znakom sem preživel samo jaz. Ko so zvečer prišli z dela, jim je večkrat ukazal, naj se uležejo na trebuh v blato in delajo žabje skoke. Sam jih je pretepal z gumijevko, s 25 in več udarci. Če je videl, da v blatu ležeči kaznjenci niso ravno poravnani in da kdo ne leži povsem stegnjen, mu je s škornji skočil na hrbet, ga začel brcati in tepsti z gumijevko. Po zimi jim je večkrat ukazal, da so se morali valjati v snegu in mokri stati na apel placu, dokler niso bili povsem premraženi. Kaznjenci so si dobro zapolnili njegov stavek. Bolniki dvakrat premislijo, preden se javijo, da so bolni, zato ker sem jih tepel. Hudo je zaudarjal. Smradu po človeškem urinu se je pridružil še vonj znoja in strjene krvi. Ničesar več ni čutil. Tudi razmišljal ni več. Bil je kot cunja. Pri vsakem premiku ga je skeleče zabolelo. Povesil je glavo. Napol zaprl oči. Naenkrat je zaslišal glas. Treba ga je poslati v ambulanto, ampak ne vem, če se bo lahko dvignil, ko je tako zdelan. Ko je to slišal, je odgovoril s slabotnim glasom. Ne, tja nikakor ne. Nočem bencinske injekcije. Fantje, zdržal bom. Izvedela sem, da so ponoči z Ljubelja pripeljali hudo poškodovanega kaznjenca, ki da je medtem že umrl. Eden od spremljevalcev je povedal, da je na lastne oči videl, kako mu je zdravnik na Ljubelju z navadno žago, z Jožefovo žago, brez injekcije, odrezal nogo v spodnji tretjini stegna. Naš zdravnik na Golniku je zapisal: Zdravnik ni le povzročil smrti ponesrečenca, marveč je onečastil zdravniški poklic in storil nehumano dejanje. Nikoli več zgolj številka. Vedno človek z imenom in priimkom. Nikoli več seznamov razčlovečenih. Vedno le seznami srečnih in zadovoljnih ljudi. Nikoli več v dušo všitih trikotnikov, ne rdečih, ne zelenih, ne črnih, ne lila in ne rumenih. Kajti vsi se rodimo enaki,
z neotoljivo pravico do življenja in iskanja sreče. Tjaradadam, zlat je ta dan, steci z mano van. Zmiraj z mano, zmiraj moj bož, tjaradadadam. Ko dobiš, kaj želiš si, nisi nič več sam. Tjaram paradij, nobeni skrbi, srečo imaš na vrvici. Prijatelj in ti, tjaram paradij, sreča na vrvici. Tjaradadam, vsak naš načrt iz vetra je stkan. Sivi beton, svet je vkovan, tjaradadadam. Stecimo kam, stecimo stran, stecimo svet sam. Za vse, prav za vse je prostor nekje, kjer trate še zeleni. Tjaram paradij, ta sreča in mi, sreča na vrvici. Sanjam san, da nam jutro vzide, ko bo človek spet človeka spoštoval. Upam, da nam ura pride, ko prijatelj bo prijatelja spoznal. Pa še s kom bi sanje delil, pa še komu pa dal, pa še sam bi nekaj storil, da ta san bi zostal. Sanjal sem, da med dobrimi ljudmi, da poštenje še živi. Sanjal sem, kaj sanjaš tudi ti. Če bi vsi hoteli, pa bi skupaj doživeli take dni. Sanjal sem, da nam jutro vzide, ko zavidno se bo dlan odprla pes. Upam, da nam ura pride, ko bo sem zakraljevala čista vest. Pa še s kom bi sanje delil, pa še komu pa dal, pa še sam bi nekaj storil, da ta san bi
Po pobegu 3 francoskih internirancev 17. septembra 1944 je moral za SS-ovce izdelati železno, skoraj 2 metra dolgo in 2 centimetra debelo in dobro zašiljeno železno palico, s katero so pri izhodu iz predora prebadali na vozičke naloženo kamenje in drobir. Niso vedeli, da so za pobeg naredili dvojni pod vozička. Prevevali so ga ekstaza, radost, ponos. A vse to je trajalo le nekaj trenutkov. Kot mora je nanj padla zlovešča grožnja. 10 med vami bo ubitih. Morda prav zdaj, v tej zgodnji uri zaradi mojega pobega streljajo 10 mojih tovarišev. Kaj naj rečem njihovim materam, njihovim dragim, njihovim bližnjim za opravičilo za moj, po mnenju mnogih junaški, ampak zanje poguben pobeg? Rekel sem si, da moram pohiteti in čim prej najti partizansko komando, da osvobodijo taborišče. Uboje je organiziral tako, da je kapojem ukazoval, naj kaznjence prisilijo prestopiti stražarsko črto, da bi jih potem stražarji na begu ustrelili. Kapoju je odredil mesto, kjer naj bi kaznjenec prestopil črto. Pri tem pa pazil, da se je to zgodilo v bližini mladih SS-ovcev, da bi jih tako prisilili streljati. Zajtrk, črno-rjava topla voda. Opoldne, zajemalka čorbe iz posušenih poljščin, z nekaj krompirja in kakšno ostrgano kostjo, z malo moke in margarino. Večerja, košček margarine ali rezina salame ali žlica marmelade. V času delovanja taborišča so jedilnik spremenili le 2-krat. 5. decembra 1943 ob svečanem predrtju predora so skuhali golaž. Drugič pa jeseni leta 1944, ko je bil prebit zgornji rov. Ja, pa za božič tega leta smo dobili malo več krompirja. Nekdo mu je ob prihodu v taborišče dejal: bodi brez skrbi, ta predor ne bo nikoli končan. Prej bo vojne konec. A žal ni bilo tako. Ubili so me, veš, ti se boš nemara vrnil domov, če le vojna ne bo trajala predolgo. Obljubi, da boš povedal svetu, kaj so počeli z nami. Saj boš povedal, kaj ne? Ti si odvetnik, ti znaš govoriti, verjetno znaš tudi pisati, torej napiši, kaj se je tukaj dogajalo. Kako smo morali crkovati. Saj boš napisal, kaj ne, da boš. Ko boste mogoče danes postali ob spomeniku obtožujem, boste morda slišali sledeče. Obtožujem vse tiste, ki še danes hodite po svetu z eno samo resnico, svojo lastno, nikoli ne znajino resnico. Obtožujem vse tiste, ki še danes vidite samo črno in belo podobo, prav nikoli ne mavrice v očeh, mavrice v ljudeh. Obtožujem vse tiste, ki nikoli, ampak res nikoli ne poslušajo in ne gledajo tudi s srcem. Obtožujem vse tiste, ki v ogledalu nikoli ne ozrejo,
tudi svoje lastne duše. Obtožujem. Obtožujem se, kadar morda potočim kakšno solzo, pa vendarle pogledam stran in rečem, se nič ne morem, to ni moja stvar. To je moja stvar. To je najina stvar. To je naša skupna stvar. Vedno in povsod, ko je kršena temeljna človekova pravica. Na dan osvoboditve je bilo na Ljubelju še 1039 internirancev. Vsi z mislijo na svobodo in svojo lastno domovino, vsi polni spominov.
Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso v očeh izpisane vaše misli in želje? Kajti v teh dneh, ko je vsaka slutna greh, ko si vsak želi uteh, ko skriva vsak po svojih se poteh, prav v teh usodnih dneh bi morali vsi nositi srca v dlaneh. Da bo tisti dan, ko bo človeka prepoznal. K slavnostnem nagovoru vabim ministra za kulturo Republike Slovenije, doktorja Uroša Grilca. Spoštovana predsednica vlade, magistrica Alenka Bratušek, spoštovani župan Tržiča, magister Borut Sajovic, cenjene ekscelence, predvsem pa spoštovani vsi, ki pomnite trpljenje, s katerim je preživet ta kraj. Toda ali ga pomnimo dovolj, ali vemo, kaj nam sporoča danes. Pred 69 leti je podružnico Mauthausenskega taborišča, edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh, doseglo osvoboditev. Danes so od njega ostali betonski temelji, neme priče strahotnega režima, ki je na teh betonskih ploščah postavil barake in vanje vrgel sočloveka. Tu je okupator z nepopisno okrutnostjo in sadizmom delil enakost med internirance različnih narodnosti. Vsi so bili enaki, v svoji temeljni neenakosti nasproti ideji človeka, kot jo je propagiral in udejanjal nacizem. Posameznik je izgubil ime in identiteto. Dodeljena mu je bila številka in barvni trikotnik. Taborišče je bilo prostor totalitarne oblasti, ki je dovoljevala le tisto, kar je izrecno zaukazala. Med žičnatimi ograjami je bil zgoščen represivni sistem, ki je na višja hierarhična mesta namenoma postavljal predvsem kriminalce iz nemških zaporov. Metode koncentracijskega taborišča je s presunljivo natančnostjo opisal bivši interniranec, ki je dejal, da je najbolj grozen način ubiti človeka tako, da ostane živ. Celo ostro podnebje na tej višini se nikakor ni moglo kosati z neizprostnostjo tistih, ki so tu odločali o tem, kdo bo živel, kako bo kdo živel in kdo bo umrl. Ta izkušnja je razgalila najslabše, izpostavila pa tudi najboljše človeške lastnosti. Nizkotnemu sistemu so se nasproti postavili izjemni posamezniki. Ohranile so se zgodbe o tesnih vezeh med interniranci, ki so delili skupno usodo in se v popolni izolaciji od svojih bioloških družin povezali v nove, taboriščne družine. Znano je, da so se francoski taboriščniki organizirali v ilegalne politične organizacije, da so pomagali slabotnim in bolnim in jih po najboljših močeh varovali pred izživljanjem paznikov. Vemo tudi, da je ravno zaradi lege taborišča nekaterim uspelo pobegniti. Posebej želim izpostaviti tedaj 20-letnega Janka Tišlerja, ki je bil del tako imenovanega civilnega taborišča in ki je zaslužen za to, da so na več kot 200 naslovov francoskih družin prispela sporočila o tem, da so njihovi svojci še živi. Janko Tišler je v pomoči sodelavcev na pošti uspel med internirance razdeliti tudi številne pakete ter, kar je morda še pomembneje, prinesti spodbudne novice o tem, da so tam zunaj okupatorjevemu režimu šteti dnevi. Po vojni pa je poskrbel za to, da se je spomin na to taborišče ohranil. Zbral je vso razpoložljivo dokumentacijo, poiskal preživele internirance in vse skupaj zabeležil v knjigi. Občina Tržič mu je leta 2007 posthumno podelila naziv častnega občana, prejel pa je tudi odlikovanje Republike Francije Legija časti ter veliko zlato častno odlikovanje za zasluge Republike Avstrije. Vse to je dokaz, da noben peklenski stroj ne premore dovolj zobnikov, dovolj velikih mlinskih koles, da bi lahko strl človekovo voljo po svobodi
in dostojanstvu. Začel sem stavkom, da je pred 69 leti prišla osvoboditev. Svoboda in demokracija pa nikoli ne prideta enkrat za vselej. Vedno sta v nastajanju, vedno sta na preizkušnji, zevata skozi razpoke zasebne sfere in naših medosebnih odnosov. Prisotna morata biti pri odločanju v zadevah, ki se tičejo vseh nas, najširše javnosti. Sta ideal, ki jo je potrebno zasledovati, in v tem je naša odgovornost do prihajajočih generacij. Odgovornost, da zgodovinskih učbenikov ne polnimo zgodbami o klavrnih neuspehih človeške civilizacije, o stranpoteh njenega napredka, temveč, da tem generacijam zagotovimo najboljšega od možnih svetov. In zato se vsako leto za oživitev spomina na to, kako slaba je lahko človeška civilizacija, in upomin na to, da mora biti boljša, sestajamo na mestu nekdanjega taborišča Ljubelj. Vsakodnevne skrbi, trenutna gospodarska kriza, še tudi letošnje napovedi pristojnih domačih in mednarodnih inštitucij napovedujejo začetek njenega konca, vse to nas prepogosto sili v prehitre, posledično pa kratkoročne in nedomišljene odločitve. Nenehni občutki strahu in nemoči, ravno zaradi njihove intenzivnosti in ponavljanja, posameznika osamijo in ga naredijo pasivnega. Ukolikor to polarizacijo podpre še javni politični diskurs, se znajdemo na zelo spolzkem terenu. Skrajna individualizacija in pasivnost dobrih ljudi je namreč vselej izvrstna priložnost za tiste, ki si želijo podrediti pojem skupnega dobrega, ki ogrožajo pravno državo ter demokracijo. Letos se pred nas, državljanke in državljane Republike Slovenije, postavlja kar nekaj pomembnih odločitev o tem, kako bomo živeli v prihodnje. Za vpliv na to, kakšna bo naša prihodnost, imamo na voljo vsa potrebna orodja. Začne se z volilno skrinjico in z jasno zavezo politike k iskanju rešitev za pravičnejšo in bolj solidarno družbo. Nadaljuje se z budnim spremljanjem, kako se bodo obljube uresničevale. Sooblikovati moramo družbo, v kateri bo prostor za slehernega posameznika in za njegovo dostojanstvo. Tako se bomo najbolje poklonili tistim, ki jim je bilo tu, na tem mestu, pred več kot 70 leti, njihovo človeško dostojanstvo sistematično zanikano. Njihov klic, žakus, obtužujem, namreč ni bil uperjen le zoper zatiralce in krvnike druge svetovne vojne, temveč zoper sleherno morijo, zatiranje in teptanje človekovih pravic in svoboščin. Spoštovani, slovenski upor proti fašizmu in nacizmu nas postavlja med legitimne naslednike zgodovinskega izročila, iz katerega izhajajo vse civilizirane sodobne države in na katerem temeljijo mednarodne organizacije. Boj za družbeno pravičnost, za pravice slehernega človeškega bitja do dostojanstva ni nikoli končan, le sredstva se spreminjajo. Lahko imamo drugačne poglede na to, kakšna mora biti prihodnost Slovenije. Prav je, da jih imamo in da jih lahko na demokratičen način izrazimo. Za to pravico pa je bilo v zgodovini prelite preveč krvi, ki je ni zmogla povrniti nobena mirovna konferenca, nobeno kesanje. Gotovo pa smo si ravno na tem presečišču številnih tragedij zgodovine in sodobnega časa v enem na vso moč enaki. Živeti želimo v družbi, ki jo prežemata pravičnost in solidarnost. Na nič manj nismo pripravljeni pristati. Žrtve naših prednikov so preveč zgovorne in prihodnost naših zanamcev preveč pomembna. Hvala. Hvala za te spodbudne besede. Danes smo tu obudili spomin na vse, ki so doživeli razčlovečenje v koncentracijskih taboriščih. Bodisi, ker so pripadali napačnemu narodu, etični skupini, političnemu, verskemu ali kulturnemu izročilu, bili istospolno usmerjeni
ali telesno in duševno prizadeti. Kot tudi spomin na vse tiste, ki so to razvrednotenje temeljnih človeških pravic uspeli preživeti, pa vendarle zaznamovani za vse življenje. Zahvala. Zahvala vsem govornikom za besede spomina in opomina. Zahvala članom Pihalnega orkestra Tržič in dirigentu Nejcu Bečanu. Zahvala recitatorjema Anici Horvat in Robiju Žavbiju iz pirniškega odra Treh herojev. Ter Janku Tišlerju in Jožetu Rovšku za zbornik Mauthausen na Ljubelju, ki mi je bil vir za slišane izpovedi. Hvala skupini pevk iz osnovne šole Križe pod vodstvom Simone Kralj za vso mladostno vznesenost. Zahvala Karlu Dostovniku Kajuhu za dve preprosti, visoki slovenski pesmi. Hvala tudi vremenu, da je zdržalo vse do sedaj. In seveda, hvala vsem vam tukaj zbranim, da ste varuhi spomina in prenašalci opomina iz generacijo v generacijo. Torej, nasnidanje prihodnje leto, prav na tem mestu, na tem apelplacu, kjer se je nekdaj kršila človeška pravica. Danes pa se tukaj slovi človeško dostojanstvo. Nasvidenje.